Kje se pa, bi rekel, na internetu najbolj gibljete? Ste ločeni mogoče po subkulturah ali se tako cel furry fandom nekako proba držati na nekih določenih portalah? Kaj to specifično so? Vem, da Slow Furcy ima svojo spletno stran. Potem raziskoval sem, da obstaja en DeviantArt type of site, ki je v bistvu, kjer lahko objavljaš neke svoje arte in podobno. Mislim, da se imenuje Furaffinity, something like that. In ja, tudi Slow Furcy, da ima svojo podstran, ampak kaj so neke strani, recimo, kjer se lahko najdeš v tem communityju? Če hočeš na internet, recimo pa si nek novinc, želiš najti svoje Mislim, ljudi. da glavni so pač te standardni social media, TikTok, Twitter, Instagram in tako naprej. Klej imaš pač največ, klej pol tiste, ki najdeš en fursuit, ki ti všeč, ga followaš, pa čist algoritem naredi svoje eventuelno, ne? Kakšne pa so vsebine, ki delujejo? Mogoče po ti si tako super celebrity na social media. Kako se odločiš, kakšno digitalno vsebino boš delal, kaj želiš sporočati preko nje, kaj misliš, da boš pridobil potem od tega? Mislim, verjetno po eni strani želiš promovirati tudi svoje delo, glede na to, da si zdaj fursuit maker. Načeloma, ja. Tako da veliko pač predstavljaš svojega lika, ki ga delaš, ampak ja, kako recimo izbiraš to vsebino, ki boš delal? Imaš kakšno svojo ekipo ali karkoli, ali si ti pa tvoj telefon? Solo, ja. Pač za fun. Nič drugega. Videl sem veliko, da imaš takih takih tem, ki so v bistvu bolj mimi, kjer vzameš mogoče nek anime opening. Na zadnji sem gledal od Mashal Man, najboljših openingov. To pa tak, ta novi od opening. Creepy Nuts, ali kaj že. Creepy Nuts ima? Ja, ona 208. Best anime. Ja, in videl sem, da je naredil na to temo en video, tako da, ja, koliko je engagementa na to, če imaš, recimo, anime-themed content, ali pa nek drug themed content, je anime-themed, pač tako gre v koraku s tem, kaj je v bistvu bolj popularno v furryjih. Kakšna je sploh korelacija med anime fani pa furry? Je to vse, bi rekel, isti folk? Ali imaš tak, ki hejta anime, pa so samo v del furry communityja? Je sploh kakšna korelacija tukaj? Kakšen je presek, ne? Venov diagram. Po moje Venov diagram kar konkreten presek. Ker oboje pač cirkel. Ne, sigurno obstajajo pač fulejnih outlierjev, ampak če pomisliš, oboje pač neka taka geek kultura, ne? In ko si enkrat geek, si geek za... Everybody likes trains, ne? Pa Beastars, ne? Pa vedno je tvoje najboljše, da si ostali, kaj bojo oni. Če si PlayStation fan, kao šte z Xboxom. Kako je recimo presek gamerjev pa anime, ne? Verjetno precej velik. Ker pač geeks. Čeprav imaš kakšne gamerje, ki niso... gamer japonski, ne? Oni, ki prihajajo iz Nintendo. Oni, ki so Nintendo, oni so the middle ground. Oni imajo vse radi. Oni so fani. Imaš pa kaj, ki so, I don't know, like, you know, Call of Duty, podobni. To imaš bolj FIFA, I don't know. FIFA mogoče, ampak Call of Duty vem, da ima polšune anime gunskine, veš, tako da, come on, who you're lying to, ne? To so mogli zdaj vzeti iz, kaj so, Overwatch, Fortnite. Ja, CSGO, podobnih, kjer imaš različne skine, orožje. Si predstavljam, da FPS-i so očitno anime fajni, okuženi. Juvan bi vedel, on je ultra FPS fan. Ja, sej, v bistvu, jaz sem istočasno, ko sem takrat začel oslavljam, jaz sem bil tudi CS 1.6. 1.6. To še ni bilo CSGO-ja. Wow. Jaz sem tudi star.